Ja, v sredah bomo takole sedeli pri psihoterapevtu oziroma psihoterapevtki in naredili nekaj tudi za našo dušo, lahko bi rekla duševno zdravje. No, danes bomo interpretirali sanje, tudi vaše mogoče, če nas pokličete, nam zaupate, kaj sanjate ali pa če vas karkoli zanima s tem v zvezi. Sem vesela, da z menoj odlična psihoterapevtka Urška Ajdišek. Dobro jutro. Dobro jutro. Jaz se ne spomnim, da bi kaj sanjala, ampak pravite, gotovo sem sanjala. Torej, načeloma vedno sanjamo, vsako noč, ali kako? Ja, sanjamo vsako noč 4 do 5 krat vsaj. In to je znanstveno dokazano, zdaj že dojenčki v maternici. Beležimo pri njih to možgansko valovanje, te REM faze. In potem se to seveda skozi življenje ves čas ponavlja. Je pa dejstvo zjutraj, ko se zbudimo, je za nas to nek šok. In tisti šok povzroči, da se sanj, če temu ne posvečamo neke posebne pozornosti, potem ne spomnimo. Je pa dejstvo, da tudi po teh zadnjih raziskavah sanjamo tudi izven samo teh REM faz, tudi sicer, tako da bi lahko rekli, da pravzaprav sanjamo tako rekoč ves čas. Zelo zanimivo, če se spomnite, gledalci sanj, ali pa če ste si jih mogoče zapisali, nekateri celo priporočajo, da si mogoče zapišemo. Ja, lahko pokličete, torej 01 475 20 20 20 21, se pogovarjamo skupaj. Zanimivo, rekli ste mi, velikokrat ljudi zanima, zakaj se pojavljajo neke osebe v teh sanjah, ne vem, sanjaš soseda, moža, svojega otroka. Je kaj na tem, nam lahko to kaj pove o nas ali mogoče o tej osebi, o kateri sanjamo? Ja, nezanimivo. Ljudje vedno, ko sanjamo neko osebo iz našega življenja, bližnjega, vedno pomislimo, recimo, ne vem, sanjam, da je sosed moj umrl. In potem, a moram jaz zdaj hiter k tem sosedu na vrata, ga pozdraviti, mu povedati, ne vem, da ga imam rad, ker mogoče bo zdaj kmalu umrl. To je tista prva misel, s katero se srečamo, ampak to ni tako. Sanjamo vedno stvari o sebi. Se pravi, če si pogledamo stališča nezavednega, naše nezavedno sporoča nam. Sosedu bo sporočal na svoj način, na njegov način. Se pravi, če mi sanjamo soseda, ta sosed predstavlja neke nezavedne vidike nas. Se pravi, če je ta sosed vedno dobre volje, da je vedno pripravljen kaj obrniti na recimo humor, ta sosed predstavlja v nas ta hudomušen del, ta pozitiven vidik nas. In zdaj, če bo ta vidik v nas umrl, to pomeni, da mogoče je ta del hudomušnosti v našem nezavednem ali pa tudi v našem budnem življenju opravil svojo nalogo in bomo mogoče nekaj časa malo bolj resno stopali v življenje in se bomo malo bolj resno lotevali določenih stvari, kot jih vidimo. Je pa zanimivo, da tega istega soseda, recimo moja sodelavka, vidi drugače. Se pravi, in kadar ona sanja tega soseda, je spet njeno nezavedno sporoča njene stvari. In tudi vsebinsko nezavedno vedno vzame stvari, ki so nam najbliže. Pridejo ljudje pa rečejo, nekaj sem sanjal, nič pomembnega, nekaj, kar sem čez dan delal. Ja, sanjamo običajno stvari, ki so nam najbliže. Se pravi, tisto, ki smo čez dan delali, oziroma kar je naš poklic ali pa kar je naš hobi. To vedno poudarjam. Recimo, ne sanjamo zato, ker je naš poklic, recimo slaščičar, da potem po noč še bolj upravljam ta svoj poklic. Ni namen nezavednega to. Namen nezavednega je, da skozi ta jezik simbolov, ker sanje vedno slikajo naše duševno stanje skozi simbole, si sposodi tisto simboliko, ki nam je najbližja. In če se jaz trudim, da bo moja torta stala naravnost, pa mi to ne uspeva, zato ker sem v poklicu tudi slaščičarka, na primer, to ne pomeni, da v bistvu jaz moram pa zdaj skozi sanje
to uravnati. Ampak mogoče sanja zato, ker mi nekako čez dan ne uspeva, ker hočem biti preveč popolna, ker hočem, da je vse v mojem življenju v neki liniji, vse pod kontrolo. In mogoče bi se morala malo sprostiti, malo pustiti nekih naključij, nepopolnosti. Tako, ja. Mogoče. Gledalci bi radi govorili z vami. Kaj pravite? Dobro jutro. Ja, dobro jutro, želim, kličem iz Štajerske. Lepo zdrav, povejte. Zanima me, redko kdaj sanjam, ampak kdaj sanjam, se mi tisto vedno in vedno uresniči. Pa o kačah marsikdaj sanjam, pa ne vem zakaj. Zelo zanimivo. Se pravi, bi rekli, da imate neke vrste napovedne ali, ne vem, vizionarske sanje, kako se temu reče. Gospa pravi, da se ji to potem zgodi, poleg tega omenja kače. Ja, temu mi pravimo preroške sanje. Preroške sanje nastopajo v 3 primerih. Nastopajo takrat, kadar se nam v otroštvu ali pa bi rekla kje v mladosti sanjajo ene velike sanje, ki nam na nek način napovejo razplet našega življenja. Temu rečemo velike sanje prav zato, ker nam dajo neko vizijo našega življenja, tudi ko bomo odrasli in kasneje. To so lahko zelo travmatične sanje, se pravi, da nas pretresejo, ker življenje vse ni piknik, ampak napovedujejo na nek način na življenje. Drug vidik takšnih sanj so sanje, ki se zgodijo ljudem, ki sanjam nasplošno ne dajo posebnega pomena. To so ljudje, ki rečejo, to je pa kar neki, to je neko vedeževanje in to. Sanje niso vedeževanje, zato jaz ne morem napovedati, kaj je vsebina sanj nekoga, če ne poznam vsaj malo njegove situacije in pravzaprav njemu pomagam, da sam razbere sporočila. To je cilj. Se pravi, ta drugi del je, kadar tak človek ne daje pomena sanjam, pa bi ga nezavedno spodbudilo, daj malo pomisel, daj temu malo pomena. V takih primerih se nam zgodi, recimo, en primer poznam poslovne ženske, ki je podobno se lotevala svojih sanj, se pravi, ni dala neki, to je rekla, to je larifari in tako. V tem primeru je sanjala številko, konkretno številko iz sanj in ona bi morala na poslovno pot z letalom, ki se je izkazalo, da je potem to letalo s to številko, ki jo je ona sanjala, se je v bistvu strmoglavilo. In na ta način jo je nezavedno spodbudilo, da naj da temu pomen. Ja. No, tretja vrsta preroških sanj je pa pri ljudeh, ki so zelo povezani, se pravi, da so zelo, da dajo tem pomen in večkrat sanje zapisujejo, imajo nek sanjski dnevnik in so povezani s to svojo nezavedno duševno dinamiko. V teh primerih pa taki ljudje sanjajo pogosto, recimo, ne vem, neko rojstvo otroka, sanjajo tudi kakšnega spola bo, potem sanjajo neko smrt, dejansko smrt in v tem primeru je smrt tudi se potem zgodi. Ampak te ljudje vejo, kdaj je simbolična smrt in kdaj vejo, da so sanje priroške in to nekaj napoveduje. Fascinantno, kaj ne? Ja. Je to res, da prva polovica noči je taka prijetna, tam se spočiješ, potem v drugi polovici pa se začnejo tiste lekcije, ki jih recimo dobimo v sanjah. Ja, saj to verjetno ljudje tudi sami izkusijo. V prvem delu noči je tudi naše nezavedno usmerjeno v to, da se mi spočijemo. Če mi ne bomo spočiti, ko se zbudimo zjutraj, tudi lekcije ne bomo uresničevali, ker bomo preveč utrujeni. Se pravi, prvi del noči je namenjen mogoče nekem pregledu dnevnega dogajanja, ki ni preveč travmatično. V drugem delu se pa potem začnejo dogajati stvari v sanjah, ki bi rekla stališča naših nekih življenjskih potencialov, stališča, kaj bi bilo dobro za nas, da spremenimo,
te lekcije potem proti jutru dobivamo. Kaj pravite? Kakšne lekcije mislite, da so bile vaše? To noč mogoče? Dobro jutro? Kdo je z nami? Dobro jutro. Dobro jutro, Bernarda Majerholt iz Savinjske doline. Izvolite, Bernarda. Dale proti jutru sem sanjala, da mi je umrl oče, ko je že 30 let pokojen in je bilo ogromno ljudi, pa nekaj sem bila huda na njega, na nekoga pa ga sploh ni bilo zraven. Kaj bi to bilo? To se mi večkrat sanja v njemu in to me tudi kar malo stira vrže, zelo rada sem ga imela, pa ga zelo pogrešam. Jaz bi gospo, recimo, če bi ona prišla na psihoterapijo ali pa v bistvu na analizo, bi najprej vprašala, kakšen je bil ta oče, se pravi, kjer karakteristike bi ona izpostavila kot, če pravi, da je imela gospa dober odnos s svojim očetom, se pravi, ga je imela rada, so to običajno neke pozitivne lastnosti. Tako kot sem dala prej primer. Nasplošno starši v nas lahko predstavljajo 3 vidike. Lahko je spet dejansko oče, s katerim se dejansko nekaj zgodi, lahko je živ, lahko je tudi sicer mrtev, ampak načeloma konkreten oče in nek moj odnos z njim. Drugo, kar je, ko mi dedujemo v bistvu celo telo, ko recimo se rodi otrok, ti gensko zasnovo deduješ, se pravi, si nekako podoben svojim očetu in svoji materi. Podobno je na psihičnem področju. To se pravi, tudi v nekih vzorcih delujemo velikokrat se, verjetno tudi gledalci spomnejo, joj, zdaj sem pa odreagirala kot moj oče. Ne? In v teh primerih sanje kažejo ta del, se pravi, kdaj jaz reagiram kot moj oče. In to nam v določenih obdobjih v življenju zelo dobro prav pride. Potem pa pride eno obdobje, ko mi tega dela očeta ne rabimo več, se pravi, tega očeta v nas ne rabimo več. In takrat tak oče v sanjah umre. To je recimo ena izmed teh razlag. Kar je pri tem pomembno je, da oče ima lahko več lastnosti, se pravi pozitivne in negativne. In običajno so starši v nas, običajno govorim res, so to neki vidiki v nas, ki so avtoritarni, se pravi nam dajo neko strukturo, nek red običajno, ker to si predstavljamo pod starše, saj v tistem starem pogledu na starše. Se pravi, ko nek ta starševski del v nas umre, to pomeni, da je mogoče smo mi zdaj lahko malo manj avtoritarni, do sebe seveda, ne do drugih, do sebe, da smo lahko malo več, recimo, da več stvari sprejemamo, da probamo kaj novega v takem smislu. Dejansko, tako kot pravite, se lahko iz teh sanj veliko naučimo in spoznamo sebe. Ne? To psihologija je tako in tako spoznavanje sebe. Sem se spomnila, prej je gospa omenila kače, pa sem vas pozabila vprašati, ker te kače pogosto krat to vprašajo ljudje, pa tudi me zanima, kaj pravite vi, a sploh lahko mi rečemo, aha, kača pomeni to in to. Do raznih sanjskih knjig je marsikdo zelo zadržan, kar se tiče kredibilnosti mogoče tega. Ja, kače sem opazila, da sem pozabila, zato ker kače so zelo običajen simbol, to ljudje vedno sprašujejo. Kače običajno sporočajo, vedno vse živali v sanjah sporočajo nek naš instinktivni del. Se pravi, kadar obstaja neka nevarnost, nas te živali na nekaj opozarjajo. Če govorimo o kačah, gre za običajno smo pred odločitvijo ali levo ali desno, ali pa smo v nekem precepu, se ne moramo odločiti. Ali pa smo se že nekaj odločili, pa smo se odločili napačno. Takrat bomo sanjali kače. Kot da bi nas neka notranja nezavedna sila opozarjala, da še enkrat premislimo to isto situacijo in poskušamo ravnati kako drugače.
Zelo zanimivo. Sicer druge živali pa so podobno. Vedno pogledamo, kakšno energijo te živali nosijo v sebi. Se pravi, če jaz sanjam, da mene požre volk, mogoče sem jaz v svojem budnem življenju prešipka in jaz rabim malo energije volka, ki me preplavi, da se bom postavila zase. Vedno tista energija, ki jo prinaša, asociacija, ki jo prinaša neka žival, tam je rešitev. Še kratek nasvet za nekoga na telefonski zvezi. Dobro jutro, kaj ste sanjali vi oziroma kaj vas zanima? Dobro jutro. Povejte. Metka iz Celja. Jaz bi pa vaši strokovnjakini povedala, da imam čudovito življenje. 58 let sem srečna, glasbenika imam, pravnukinjo sem dobila, družim se v kavarni, vsak dan 2 uri imam družbo, ampak ona mi naj razloži, kaj to pomeni, to je mora, da sem v zaprtem prostoru in ne morem ven. En komentar, prosim, tudi na to, za konec. Gospa pravi, da ima srečno življenje. Navzven večkrat zgleda, da imamo srečno življenje, vse v bistvu nam nič ne manjka. Ampak vseeno ona sanja, da je omejena. To je njena nezavedna realnost. Se pravi, če je ona omejena nekje in ona ne more ven, se nekje na nekem področju počuti ujeta. Ali je to, ne vem, soočanje z minevanjem let, ali je to soočanje z, ne vem, si nekaj želi doseči, pa ne more. Ampak sigurno te sanje niso, a veste, tako kot jaz vedno dam primer, ko prideš k zdravniku, ker te boli noga, te peljo najprej na rentgen. Daš nogo na slikanje in ko dobiš to sliko, ti nikoli ne dvomš, a je ta slika pravilna, če je tam zlomljena noga, je noga zlomljena. Podobno je v sanjah. Če ti sanjaš more, ki se ti ponavljajo, potem je to eno zelo močno sporočilo, da je nekaj na tem, se pravi, ti moraš raziskati, če hočeš, da se ti seveda nočne more končajo. Zakaj se počutiš ujetka? Na katerem področju se počutiš ujetka? Ali, ne vem, mogoče nima več partnerja, pa se na določenih področjih ne more udejstvovati, kot bi se sicer, in podobni razlogi so lahko. Ampak nedvomno se počuti nekje ujeta. Neka stiska. Neka stiska, To je zanimivo, ne? Očitno je to res na nezavedni ravni, ker je to neka zadeva, ki se je gospa tudi sama pravi, očitno ne zaveda. Pravi, jaz drugače počutim veselo. Sanje vedno prikazujejo, kot smo rekli, simboli blizu sanjavcu, ampak vedno za eno stopnjo več, kot bi mi v tistem trenutku razumeli, zato da se malo potrudimo. Zato vas bomo še potrebovali, Urška, tako da jaz se veselim, ko bom naslednjič sedela pri psihoterapevtki, pri vas, da nadaljujeva s sanjami, pa tudi še z drugimi temami, z vsem tistim, kar nam potem lajša in lepša lahko dejansko odnose vsak dan in dela jutra res dobra, ne samo jutra, vse dneve. Hvala za danes, tudi vam en lep dan. Z veseljem, najlepša hvala.